Normalno je do tiste meje, dokler res izmenjujemo informacije, ne. Kolikor pa to začnemo uporabljati za to, da polnimo to svojo neko čustveno manjko, ki ga pri partnerju ne dobimo, potem pač to ni, ne bom rekel normalno, ampak ni več zdravo. Zato, ker ravno zaradi tega smo v odnosu z partnerji, zato da se dopolnjujemo na vseh nivojih. Kolikor nam karkoli manjka, se o tem s partnerjem pogovarjamo. Se pravi, če ne moremo dobiti zadovolitve ali pa kakorkoli na drugi strani, potem nas na nek način odnese v to smer. Ampak glede na to, da je preko Facebooka ali pa teh chatov lažje se z nekom pogovarjati, pomeni, da manj truda potem dajemo v realen partnerski odnos. In je pravzaprav to pogovarjanje preko Facebooka, različnih chatov samo izgovor, da iščemo neko pozornost, dodatne informacije, širjenje socialne mreže. V osnovi se v bistvu samo za realnega partnerja premalo potrudimo. Ja, seveda lahko dobimo idealnega partnerja ali pa vse v enem in ni treba iskati ga v bistvu na večjih koncih ali pa ga sestavljati iz večjih delov, ampak odvisno je najprej, koliko sami sebe poznamo, ne. Dobimo ga toliko popolnega, koliko smo sami popolni. Vedno dobimo ravnovesje.